Dobro jutro v tem sobotnem jutru. Danes je sobota v 28. navadnem tednu. Mi smo v času, ko se zaradi rdečega alarma maše z ljudstvom v naši župniji odpovedane. Danes bi vam prebral na kratko en evangeljski odlomek v današnje Božje besede, pa ob njem povedal par besed, da bo mogoče komu tudi še Božja beseda v hrano, ko bomo morda obhajilu Jezusa v obhajilu težje prejeli. Današnji odlomek je iz 12. poglavja Lukovega evangelija in se glasi takole. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Kdor bo vsakega, ki bo priznal mene pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli. Kdor pa bo zatajil mene pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Vsakemu, ki izgovori besedo zoper Sina človekovega, bo odpuščeno. Tistemu pa, kdor izgovori kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno. Kadar vas bodo vlačili pred shodnice, pred vladarje in oblasti, ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči. Danes obhajamo god svetega Ignacija Antiohijskega. Sveti Ignacij, kot njegov vzdevek pove, je deloval v Antiohiji, kjer je bil drugi naslednik apostola Petra, bil je neposredni učenec svetega Janeza, ravno tako apostola, in je leta 104 umrl mučeniške smrti. Današnji evangeljski odlomek se nekako dobro pokriva s tem, kar je sveti Ignacij Antiohijski živel in doživel, namreč preganjanje, v katerem je moral s svojim življenjem pričevati za svojo vero. S tem, kako živi in s tem, kako umre, je bil na nek način priča. In to je pravzaprav, k temu je poklican vsak kristjan, biti priča pred ljudmi. Vsi smo v tej izkušnjavi vedno znova in se mi zdi, da današnji časi niso kaj dosti drugačni, da se tudi danes bojimo Jezusa priznati, s tem, ko živimo v enem okolju, v eni družbi, ki se nam zdi nevarna in v kateri se zdi, da je dovoljeno skoraj karkoli za to, da človek reši svojo kožo. In Jezusa običajno zatajimo takrat, ko se hočemo rešiti in se bojimo odpovedati samemu sebi. In vedno znova, vsak čas preizkušnje, preganjanja, opozarja na ta naš greh, ki je bolj kot neko delovanje, je pravzaprav nek način življenja. To, da zatajimo, je nasprotje tega, da priznamo. Tisto, kar se mi zdi pri vsem skupaj morda danes v današnjem odlomku najbolj pomembno, je ta razlika, ki se nam zdi morda kdaj nerazumljiva. Zakaj pravi Jezus, da bo beseda zoper Sina človekovega odpuščena, kletev zoper Svetega Duha pa ne bo odpuščena? Beseda zoper Sina človekovega, naše pohujšanje nad Jezusom, nad Božjim Sinom, ki prihaja kot ubog, ponižan, je pravzaprav začetek naše poti. Ko gledamo Jezusa že kot dojenčka, položenega v jasli, zato ker
starša nista imela te priložnosti, da bi zanj poskrbela kje drugje. In gledamo to božje izničenje, je pravzaprav skoraj nagonsko se znajdemo na nasprotni strani. Ta skrivnost Sina človekovega, ki prihaja zato, da se nam izroči v roke, je velikokrat prikrita nam, je prikrita tudi učencem. Ko je Jezus pribit na križ, ga praktično pozabijo vsi njegovi prijatelji, vsi njegovi učenci, in zato smo vedno znova mi poklicani k spreobrnenju. In to, da je Jezus, da smo mi zoper Jezusa, da ga ne sprejmemo, da zanj ne upamo pričevati, je pravzaprav začetek naše poti, ko smo poklicani k spreobrnenju, da končno postanemo tisti, ki bomo lahko oznanjali, ampak zato ob spreobrnenju moramo prositi tudi odpuščanja. Na drugi strani, pravi Jezus, pa je kletev zoper Svetega Duha, ki pa ne bo odpuščena. Pa ne zato, ker Sveti Duh, ker Bog ne bi odpuščal, ampak zato, ker tisti, ki to stori, s tem pokaže, da se pravzaprav noče spreobrniti, da noče prisluhniti Svetemu Duhu, ki je pravzaprav poslan vsakemu od nas in vsakemu od nas deluje. In včasih je lažje s prstom pokazati na nekoga, ki ne veruje, pa reči, aha, on se noče spreobrniti. Ampak se lahko zgodi tudi nam, ki se imamo za vernike, morda celo za dobre vernike, da pridemo tako daleč, da imamo občutek, da smo tako pravični, da se nam ni treba več spreobrniti in da nismo grešniki in da ne potrebujemo odpuščanja. In na nek način je to ta nevarnost hinavščine, nekoga, ki laže, mene, ki lažem, zato da bi na druge napravil dober vtis, je dejanje proti temu, kar Sveti Duh v nas skuša narediti, kar Sveti Duh v nas skuša opraviti, da bi nas obrnil nazaj k Očetu, k njegovemu odpuščanju, k njegovi milosti, k odnosu z njim. V tem je naša skušnjava, v tem je naša nevarnost, da bi znali zaupati Svetemu Duhu, ki, kot pravi Jezus, je vedno znova z nami, ne samo kot moč, ampak tudi kot tisti, ki uči, kako naj pričujemo, da bi se ne pustili premagati skrbi, da nas skrb ne bi toliko prevzela, da ne bi opazili tega, kako Bog vedno znova deluje, da bi znali vedno znova sami sebe in drugega izročati Božji ljubezni, da ne bi nikoli padli v skušnjavo, da se bomo lahko sami rešili, ampak da bi zaupali v njega, ki nas ljubi, ki nas rešuje, ki nas odrešuje. Sem želim vsem en lep dan, en lepo soboto. Naj vas samo še spomnim, da v skladu s tem, kar škofje priporočajo, da bo možno sprejeti sveto hajilo v naši župniji vsak dan ob istih urah, kot so bile običajno svete maše. Nocoj je to ob 19. zvečer, jutri pa ob urnikih, kot so bile običajno ob nedeljah svete maše, 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 in zvečer ob 7:00. Jutri cel dopoldan bomo kot običajno patri tudi na voljo za spoved. Edino, kar vas prosimo, je to, da bi znali biti drug z drugim malo potrpežljivi, ker bo obhajilo
moralo potekati pod pogoji, ki jih predpisuje vlada, se pravi, da bo v cerkvi lahko največ 10 ljudi naenkrat, ampak jaz verjamem tako, da bomo s potrpežljivostjo pa z dobro voljo lahko tudi to dobro upravili, prejeli Jezusa, ne samo v Božji besedi, ampak tudi pod podobo kruha. Kot rečeno, želim vam lepo soboto, vse dobro.